Prvi vročinski val je že minil, drugi zagotovo pride. Ali se pri prodaji klimatskih naprav kaj pozna recesija? V vročinskem valu, ko je res vroče, ko se ljudje ne počutijo dobro v svojem domu, se še vedno kljub krizi tudi odločajo za nakup klimatske naprave. Je pa povpraševanje sigurno, bi rekel, bolj orientirano na klimatske naprave, bi rekel, srednjega ali pa nižjega cenovnega razreda, kot pa k tistim najnovejšim, najsodobnejšim, mogoče tudi dizajnersko izpopolnješim klimam. Zveza potrošnikov Slovenije kot alternativo nakupu klimatskih naprav predlaga tudi alternativne rešitve, kot so folija na steklih, ki zadržuje sončne žarke, zunanje žaluzije ali rolete ter ustrezno debela strešna izolacija. Kaj pa, če brez klime resnično ne gre? O profesionalnem klimatiziranju, komfortnem klimatiziranju govorimo samo takrat, kadar imamo, bi rekel, deljen sistem, ločeno notranjo zunanjo enoto, kjer se na podlagi tudi specifikacije oziroma potreb tistega prostora določi moč klimatske naprave in seveda glede na to, kako stranka živi v objektu, se določi optimalno mesto namestitve same klimatske naprave. S tem se izognemo temu, da bi na primer tale izpuh hladnega zraka bil v coni, kjer je uporabnik najbolj aktiven. Komu bi torej svetovali nakup, če sploh, teh prenosnih klima naprav? Nakup prenosne klimatske naprave bi svetoval predvsem osebam, ki nimajo možnosti namestitve profesionalne klimatske naprave, drugače bi pa prej odsvetoval. Veliko ljudi se klimatske naprave odloča namestiti v hišo ali stanovanje naknadno. So pri tem kakšne omejitve? Klimatsko napravo se lahko namesti v vsak prostor, v vsak objekt, smo pa seveda omejeni z temi inštalacijami, ki jih potem primerno prostoru, objektu priredimo. Vedno pa obstaja možnost podometnih inštalacij, takrat je potem zadeva v bistvu nevidna. O kakšnem cenovnem razredu govorimo, ko imajo v mislih eno profesionalno rešitev nekega povprečnega slovenskega doma? Zdaj, klimatske naprave, cene klimatskih naprav se gibajo nekje od 700 evrov do nekje 1500 evrov. Tu govorimo o klimatskih napravah namenjenih enemu prostoru. V primeru, kadar pa bi stranka želela hladiti celoten objekt, torej več prostorov hkrati z individualno postavljenimi notranjimi enotami, pa se cena giblje tam nekje od 2000 evrov naprej.